Mogoče samo dober večer vsem skupaj. Najprej bi čestitala vsem ustvarjalcem nocojšnje predstave. Pozdravila seveda vse vas v tako velikem številu. Drama je na to ponosna. Si predstavljam, da tako moji kolegi kot ravnatelj, ki sedijo v prvi vrsti. Morda za začetek čakamo še Mašo Židanik, pa morda za začetek naj povem, da sem ravnokar prebrala celotno besedilo Hede Gabler in morda bi postavila prvo vprašanje kar Mateji Koležnik, čez čas, bom še nekaj časa govorila, Mateja, kar vdahni se. In me je strašno pritegnilo, ker se je bralo kot nekakšna kriminalka. In potem sem premišljevala, ker so se ukvarjali veliko s tem, a je to Heda Gabler zdaj sodoben lik, a je to še vedno sodobna drama. In se mi je zdelo seveda, da je Heda Gabler, kot sem jo prebrala, absolutno sodoben ženski lik. Zdelo se mi pa je, da so vsi ostali, so se mi zdeli nekako bolj čuteči, zlasti teta se mi je zdela, ko sem brala seveda, da je pač ženska, ki rada pomaga, ki se trudi in tako naprej. In se mi je zdelo, da so vsi ti ljudje, tudi intelektualci, ki veliko dajo na svoje delo, se trudijo, da nekaj naredijo, da so tudi ti ljudje pravzaprav nimajo takega statusa, kot ga imajo tukaj v drami, v tej drami. In da pravzaprav tudi vrednost knjige danes ni taka, kakršen je tukaj zaplet. Ampak današnja predstava me je prepričala, da so v interpretaciji in v režijski postavitvi Mateje Koležnik pravzaprav vsi liki strašno sodobni. In tam, kjer se mi je zdelo morda v tekstu, da je nekoliko bolj romantično, recimo na koncu piše, da se je ustrelil trebuh, Mateja, oziroma ne vem, je bil tak prevod, pove, da se je ustrelil v genitalije. Potem z vsemi temi se mi je zdi, da je dobila iz te hladnosti, ki je vela iz tega teksta, se mi zdi, da je predstava dobila neko meso, neko kri, da je dobila neko čutnost posebno in obenem je imela tudi to nordijsko hladnost in skratka neko posebno agresivnost, ki jo nosi ta tekst. Živja Maša, kar usedi se. In zato bi postavila morda prvo vprašanje Mateji Koležnik, kako se je lotila skrajšave, adaptacije besedila, ker to je, se mi je zdelo, vse glavne stvari je tako zgostila, da so bile res napete in ni bilo nekih dober dan, usedite se in vseh teh kurtoaznih vljudnosti, s katerimi bi morda dobili neko salonsko igro, umanjkala bi pa ostrina. Nisem črtala veliko, to moram najprej povedati. V principu je črtan samo lik služabnice in vse te stvari, ki jih je omenila Saša. V trenutku, ko smo se odločili, da gremo iz kavča in salona v to kocko, v kateri se predstava igra, je seveda odpadlo pol teh salonskih, kako bi se temu reklo, konvencij. In v principu je počrtano samo to, vse ostalo je pa v glavnem ostalo. To, da se meni zdi Ibsen izjemno sodoben, mislim sodoben ne glede na čas, v katerem se ga igra, preprosto zato, ker je tako natančen psiholog. In ne samo natančen psiholog, ko zapiše like, ampak tudi natančen in zelo točen dramatik, zato ker izbere like, ki lahko skozi celo zgodbo držijo neko čisto napetost. Zato sem se tudi odločila, da je igra postavljena v neprostor, v to zaprto kocko. Moram priznati, da smo se v začetku, jaz sem imela seveda velike strahove, a bo to, da je med publiko in med igralci ta grozen steklen zid in da seveda potem morajo biti posledično na mikrofonih, a bo to pomenilo, da sem v principu fantastično igralsko zasedbo, da sem jim vzela ta direkten
kako bi rekla, stik z vami ali pa z nami v dvorani ta, da sem jim preprosto porezala glavno orožje. Pol se je pa v tej kocki samo začelo dogajati neka druga celebralnost, ki je na nek način vsej meni, zame to prevedla v nekaj drugega. No, sicer Ibsen tudi pravi, da ona je stalno ob oknu, da stalno gleda in da se sama počuti, kot da je ujeta v kletki, tako da to je po mojem mnenju čisto točno, kot je bila postavljena scenografija. Ibsen je tudi v nekem pismu, če se prav spomnim, rekel, da je že utrujen od vseh teh likov in da je skušal ujeti samo značaje ljudi, in značaje, če jih pogledamo samo od jutra do večera, skratka vse, kar se zgodi v zelo kratkem času, in to je strašno zgoščeno dogajanje. Zdaj, ko smo pri teh značajih, pri teh likih, ki so strašno zanimivi, me je morda najbolj, pa bom začela od zadnjega konca, najbolj presenetila interpretacija režijska in seveda tudi igralska interpretacija tete. Seveda, ker to je popolno presenečenje, ko bereš, se ti res zdi neko mehko, romantično bitje. Maša Židanik je igrala teto Julijo, je tako? Julijano, oprosti. Morda, če ti malo poveš o svojem liku, kako si ga doživela? Ja, jaz sem romantično bitje in moram priznati, da mi je bil velik šok, ko sem videla zasedbo, ker je v osnovi ta teta v originalu stara nekaj čez 60 let. In Mateja me je prepričala, da ne bo nič narobe, če bo mlajša, in da ne bo nič narobe, če ne bo nežna in ljubeča, oziroma da je lahko ljubeča, ampak na malo drugačen način, bolj posesivna. Mi smo se, ko smo se ukvarjali s tem, kdo so ti ljudje, smo zelo dosti govorili o razliki med aristokracijo in meščanstvom. O času, ko aristokracija izgublja svojo pozicijo zaradi tega, ker je toga in se ne zna prilagajati novemu času, in se meščanstvo vzpenja, ker se pa zna in je ambiciozno. V zvezi z mojo vlogo se je dosti omenjala gospa, kak je že, od Kate, gospa Middleton, ki je hčer poročila v Kraljevo družino. Skratka, o tej ambicioznosti, ki jo ona pač kaže skozi svojega nečaka. In to je en velik korak naprej po družbeni lestvici, da uspe Jürgena poročiti z Hedo, ki pa prihaja iz aristokratske družine. In potem skozi to bolano ambicioznost je potem pač šlo vse dalje. Na začetku je bila hujša, moram priznati, da smo jo vzeli nazaj zelo. Na začetku ga je skoraj pojedla v prvem prizoru. Dobro, hvala Maša. Juri, tvoj lik je glede na to, kakšno teto imaš in kakšen znanstvenik si, kako se predajaš temu, kako si želiš te poroke, kakšen odnos imaš do svoje žene. Morda ta, recimo, na nek način ena tvoja begavost ali pa neka neostrina, govorim o liku, ne o tem, kakršen si ti, seveda. Mogoče se ti zdi to zaradi tega, ker te je tudi postavila v tak, pač nimaš očeta, nimaš materja, je tako v tekstu. Ona je v glavnem, teta je v glavnem skrbela za tebe. Se ti zdi, da iz zgodovine tvojega družinskih razmerij izhaja tudi tvoj lik sam v odnosu potem naprej do žene? Lahko pa tudi kaj drugega poveš o svoji vlogi. Najprej prvič, ko sem prebral, mi je bil pač ful modern lik, mislim v tem smislu individualista, ki gleda nase, pa se mi je zdelo, da je to pač danes vse prisotno, in najprej sem ga z tega štartil pač z njegove ambicije. Kasneje pa pol se seveda je tu bil ta pomankanje staršev, pa da potem teta to nadomesti, kar pa potem itak na Hedo prelaga, pa v resnici na vsakoga, ko pride mimo, mislim, to zdaj od odzadja. Ampak v prvi meri pa sem imel v glavi individualista.
Solerijo. No. Hvala. Kaj pa Mateja Pucko, tvoja interpretacija gospe Elvsted? Ja. Bravo jaz, dislektik. Se mi je zdela, pravzaprav, ko sem brala, se mi je zdela, da je krasno, da je ženska, ki je v tistih, to je več kot 100 let nazaj, skoraj da nonšalantno zapustila svojega moža, sicer v teh velikih čustvenih stiskah, potem je pa pomagala svojemu partnerju, da je prišel do neke briljantne knjige, za katero vsi norijo in vsi pravijo, da je to pač neka mojstrovina. Skratka, ženska, ki je inteligentna in ki si upa. In kljub temu doživlja velike in hude stiske in prelome, zaradi tega se ustraši morda svoje moči, svojih čustev. Ja, jaz moram reči, da meni je bilo kar težko to zaobjeti na način, kot si ga je Mateja želela. Ker jaz bi skozi igrala ljubezen, pa to Mateja pa ima prepoved na ljubezen. Ni ljubezni, so v bistvu bolj namere, ozadja, želje, ambicije, v bistvu, in pač meni je pa tudi hecno zaradi tega, ker meni se je zdelo, ko sem to brala, da ona skozi trpi, kljub temu, da je zapustila moža, da je naredila tako pogumno dejanje, pol moraš toliko skozi trpeti, ne. In pač je Mateja mi dala prepoved na slovensko trpljenje, ki ga jaz zelo obvladam, noter vase in z nikomer ne delimo. In ja, bilo je eno tako hecen študij, no, v tem smislu, kaj pa, da je pa pogumno dejanje, sploh glede na čas, v katerem je Ibsen to pisal, je res pogumno dejanje. Mislim, da je tudi danes pogumno dejanje, da se glede tega, kljub emancipaciji in zažiganju modrcev v 70-ih letih, v 60-ih, 70-ih letih, da se glede tega kljub temu ni veliko spremenilo. No. Je pa res, da pa pač nima tega, kar ima Heda, in to je pač ena vztrajnost, ena načelnost, stati za stvarmi, za katere si se pač odločil, no, neke moralne vrednote, ki so pač višje od nas samih oziroma našega individualnega ega, no. In se mi zdi, da tu naša predstava se mi zdi lepa v tem, da poudarja to, da pač je vredno za kak višji cilj umretno, kljub temu, da se v današnjem svetu to marsikomu zdi smešno ali pa vredno posmeha. Hvala. Ivo Ban je seveda kot vedno izvrstno odigral tokrat asesorja braka. Z Hedo Gabler imata par imenitnih dialogov. Enega sem si izpisala, in sicer, ko reče Heda, da bi njen mož postal minister, to se ji zdi nadvse imenitno, da bi se to zgodilo, in potem reče Brak, zato bi pa moral imeti finance. Skratka, se mi zdi, Ivo, da je ta tvoj lik po eni strani pragmatičen, po drugi strani pa ničesar navzven ne kažeš, ampak je vse jasno, kaj si želi in tudi kaj čuti, kakšne so njegove strasti. V meni je pa to tako na nek način prizemljeno. In tudi, ko sem brala besedilo, se mi je kar pokrilo, pravzaprav, čeprav ga drugače fizično opisuje Ibsen, se mi je kar pokrilo s tem notranjim življenjem lika. Poglej, jaz sem zmeraj imel navado reči, da nikoli ni prepozno. In na koncu se izkaže, ne, da zdaj na stara leta pa igram bolj take živahne vloge, ne nazadnje Peperkorna v Čarobni gori, pa zdaj Braka v Ibsenu. In moram reči, da se pravzaprav zelo dobro počutim, ker v bistvu se človek nič ne postara, če se mu duh ne postara. Meni se duh ni nič postaral in s tako nepostaranim duhom sem se jaz tega Braka lotil in tako kot praviš, z minimalnimi zunanjimi sredstvi, res se mi pa zdi, da sem pa noter pa vse to doživel. Najbrž
je v teh letih treba to tako igrati. Ni, da bi se tak malo plešast cel človek razmetaval z ne vem kakšnimi čustvi. Drugač pa moram reči, da tudi, če se dotaknem cele postavitve pa režije, se mi zdi, da mi je bilo to vlogo v tej postavitvi, znotraj tega zaprtega stekla in vse v bistvu še lažje odigrati, ker v bistvu tukaj nisi potreboval nobenih velikih gest, nobenih velikih premikov in tako kot ste najbrž opazili, mi si ves čas, bi rekel, hodimo v to, nekako v auro vstopamo, neprestano hodimo v tisto največjo intimo svojega nasproti igrajočega partnerja, ne? In se mi zdi, da je to doprinese res eni taki napetosti, to, da smo pol na koncu res lahko rekli, da je Ibsen pravzaprav napisal kriminalko. Je pa še ena stvar, je pa tudi, ki je zelo veliko doprinesla k temu, da si se otresel vseh odvečnih gest in mimičnih nekih izpadov, je, ker mi te noter stopimo pred to steklo, ne, naenkrat zagledaš pred sabo, jaz osebno enega simpatičnega starejšega gospoda, ne, in sem se moral tega seveda pač odvaditi, ne, ker ne moreš zdaj v šipi gledati samega sebe pa nekaj drugega igrati in sem moral začeti skozi sebe gledati, ne, in to je najbrž tudi doprineslo k temu, da sem bil nekako ohlajen navzven. Hvala, Ivo. Nataša Matjašec Roškar, zate sem si napisala, ko sem prebrala besedilo in danes ponovno, ko sem gledala predstavo, nevarna fatalka, ki išče lepoto. Zdaj, tudi v celotni predstavi je ta nevarnost, ta ostrina, obenem ta tvoja krhkost, ranljivost, tvoja bolečina, tvoja norost, ki ni norost in seveda ženska, ki hrepeni pravzaprav po lepoti in je obenem strašno nevarna, najbolj sama sebi. Eno tako zelo kolegialno vprašanje imam za tebe. Koliko si želiš to vlogo igrati, koliko si to vlogo želela igrati, kako rada imaš to vlogo, uživaš pri igranju, kaj ti daje, kaj ti jemlje, si najbrž zdaj čist izpita, izžeta ali te napolni? Ja, dober večer, ja. Hvala, Saša. Sem vse to na nek način, kar si rekla, hkrati pa če tudi kaj drugega, ne. Ne vem, to je bilo moje drugo sodelovanje z Matejo Koležnik po Borkmanu, zdaj je Heda Gabler. Jaz si načeloma ne vem, ne želim, nimam nekih želja, kar se vlog tiče. Si pa zelo želim delati z določenimi ljudmi, ali so to režiserji, ali so to kolegi in je zame zelo pomembno pač v kakšnih kombinacijah se znajdem, zato ker je zame pomembna ne vem, ta kemija, ki se med nami dogaja, ki teče ali ne teče in kako se te simpatije ali antipatije ali kako se imamo radi ali se ne maramo. Mislim, to okolje, v katerega stopam in ki ga potem skupaj gradimo, je zame zelo ključno in na ta način tudi delam. Ali pa si želim, ali pa se trudim delati. Tako da ja, ko sem prebrala ta tekst, je v bistvu, jaz nisem bila čisto nič navdušena nad tem tekstom, ker se mi je zdelo, ja, kaj pa to je, mislim, en dan, en popoldan, noč, jutro in glavno se pa ves čas pogovarjajo, kje bo kdo sedel, pa kam bo kdo vstal. No in pol, ki je Mateja prinesla te črte in predvsem pa ta njena odločitev, v kak prostor nas umesti, to se pravi, da je prostor čist oguljen in izpraznjen vseh naslonjal, pomagal, mislim, jaz ni tako enostavno stati na odru, ne, usred ničesar, mislim, to smo se kar namatrali in da smo uživeli ali pa zaživeli v tem
čist svojem Matejinem ekosistemu ni bilo tako enostavno, ne? Ker je to korak 2, 3, to, da pride v telo, skoraj na začetku neke vrste koreografije, ki ima pa seveda, veš, to, kar je Ivo rekel, ne? Zdaj mi smo na odru navajeni, da si tako, ne vem, imamo te neke distance, imamo neko to osebne prostore ali pa pravila, ne obstajajo, bazična tehnika gibanja po odru in to imamo nekako inkorporirano. In to njeno vztrajanje, da smo pa tle v bistvu pritiskamo drug na drugega s vsemi temi nepravilnostmi, no in tako se je počasne smo začeli čarati. Pa se ti zdi, da ima ona večjo željo po smrti ali večjo željo po ljubezni? Heda Gabler? Ja, Heda Gabler, ja. Ti vem, da imaš po ljubezni, to se vidi, to sploh ni dvoma. Heda Gabler postavi par vprašanj, ne, v tej predstavi, kaj je neumno in zakaj bi morala biti srečna, ne? Pa se ti zdi, recimo, če bi ona imela možnost, Heda Gabler, taka kot je, v tistem času, če bi se odločila, recimo, zdaj špekuliram, ne, da bi bila ena odločna političarka, da bi vso to svojo, pravzaprav neko agresijo v to spravila, se ti zdi, da bi bila srečnejša, pa seveda, če bi imela izpolnjene vse te njena hrpenenja po ljubezni. Ne, veš, da ima to moč. meni se zdi, da to ni nekdo, da to ni človek, ki si želi živeti v svetu v takšnem, kakršen je, ne. Da ti njeni kategorije, ki jih pričakuje ali pa ki si jih je postavila sama sebi in ki jih pričakuje od drugih, so seveda neuresničljive, so ti standardi njeni so tako visoki, da so na nek način nečloveški, ne. Ker človek je zmotljiv, je napačen, je šibek, je krhek, vse to, kar ona tudi je, ampak hoče pa več, ne? In kaj je zdaj ta več? Ta Levborg, ki predstavlja ta ideal tega fantasta, tega norca, tega pogumnega človeka, ki odpira druge svetove, se pač tokom po vseh teh letih odsotnosti in zdajšnje prisotnosti izkaže za enega čist navadnega pač slabiča, mislim, tist. Tudi on je zgolj in samo človek, ne? Ni super človek. Ne vem, to ni junak, to je čisti anti-junak, ne? Ja, seveda, ona je, ampak recimo, jasno to, da je ona anti-junak in tudi on je anti-junak, vsi so ljudje, zato so tako zelo, se mi zdi, resnični, ker vsak ima ene fantastične sposobnosti, po drugi strani pa spet ne. Ampak, a se ti zdi, da je Heda Gabler pravzaprav, da je da jo determinira to, da je izrazito očetova hči generala? Da ta odsotnost materinskega, da je... Ja, o tem smo se valjda ful spraševali, ne? In valjda smo se spraševali zdaj, kako pištola poči, kdaj poči, a ona zadane, ali pa so se z Matejo odločile, da sfali, ne? Zdaj, in seveda generalova hči je po defaultu, jo beremo kot, ne vem, vzgojeno po moško, ne? Tam je nekje v tekstu, ki smo ga dali, ki je črtan, ki teta prav, ki sta jahala z očetom, ne, in tako naprej. Ampak seveda ta manjko materi in ta oče je lahko tudi, ne vem, zakaj naj bi bila ta vzgoja taka špartanska in vojaška, ne? Mogoče v intimi bila pa to zelo ljubeča vzgoja, mislim. Zdaj, da je njen oče general ne poguje, da je pa ona mali vojak, ki stoji za njim ali pa raste zraven njega. To bi se mi zdelo tudi zgrešen, če bi jo tako interpretirali, zato mi je bilo všeč pravzaprav, da se vidi na nek način, da se ne upa spustiti čist do konca v kakšne, ne vem, do konca v dotikih, da tudi ta njena, ne vem, kako se obnaša do moža. Vse to, ker se mi zdi, da je krasno prikazano, kako so ti odnosi, ko ona na koncu reče, da je vse skupaj ena komedija, skratka neka maškarada, nek blef. To se mi zdi zelo dobro v načinu režije in igre, kako ste prikazali te popačene odnose pravzaprav med njimi oziroma... Ja, ključen je tle tudi zasedba, ne? Ker ta teta ni res una 70 let stara tetka in ta mož ni tam 35 ali 40 let star, ponavadi ga interpretirajo kot takega mevžo, copatko, ampak je en vitalen, mlad, ambiciozen človek. Spravi, da neki ti latentni odnosi, naklonjenosti, ker
pri njega gre za odločitev, ne, se Brako tam pove, vsekakor je ponudil več kot drugi, ne. Ampak ni ponudil več denarja, ker ga itak nima, ne, ampak ponudil je pa eno upanje po življenju, mislim, po življenjsko upanje, ta vitalno upanje. In seveda, ker je toliko v rokah te tete in toliko neodločen, čeprav se tudi on bi ali ne bi šel čez njo, lovi, to so razočaranje na razočaranjem. Ne? Pa strašno mi je všeč stav, ki ga rečeš, ko te, mislim, da te Brako vpraša, kam pa streljate? Pa Heda Gabler odgovori, ne vem, brez cilja. To se mi je zdelo tako pravzaprav za ta na nek način neko zdolgočasenost pod navednicami seveda, pravzaprav gre za neko notranjo tesnobo, ki jo na ta način gre iz nje ven. To se mi je zdelo stav, ki jo zelo določa. Ja, mi sicer tega stavka nimamo v predstavi, ampak zakaj streljate kar tako? Kar tako je odgovor, ne. Kaj pa naj drugega delam, ne? Kaj drugega pa naj delam? Mogoče še nekaj, Mateja, ali pa če vse skupaj vprašam, kakšen je bil proces dela? Zdaj smo mi to seveda intelektualno pa ne vem kako razglabljali, bla, 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 ne, zlasti z moje strani bolj brez cilja, ampak kakšen je pa to, kar je treba potem v meso spraviti in v kri, ne? Všeč mi je bilo tudi, Mateja, kako na nek način je nekaj delovalo hladno, potem se je pa kar naenkrat v glasbi oglašal skoraj da utrip srca in tega srca, po katerem seveda vsak človek hrepeni in ga seveda tudi ima, se potem samo v glasbenem motivu prikaže kot en zelo, zelo lep znak. Ne vem, mogoče v procesu dela, če še kaj poveš, Mateja, ali pa kdo drug med vami. Itak in itak ste tu sami taki, ki me poznate, to pomeni, da veste, da je bil študij obsesiven, naporen, zapleten, poln dvomov in živčnih zlomov, v glavnem mojih. Tisto, kar sem hotela prej reči, kaj se meni zdi, ki si vprašala to vprašanje, ki smo si ga mi tudi zastavili, kaj bi bila ona, če bi bila danes. Jaz mislim, da bi imela kariero, srečno pa ne bi bila. Tudi ne vem, če bi bila ta njena karijera, mislim, ta knjiga, v katero se skozi potikajo, nje ta knjiga ne zanima. Njo zanima v principu človek, ki leti nad vsakdanom. In to njeno dejanje, nekje je pisalo, da je to ženski Hamlet. Jaz imam za dodati brez monologov. Ki bi jo nekje, ki bi pojasnjevali ta njen notranji svet. In pol so tako z Natašo to iskali in ti umestni prizori, ko se je luč ugasne in je ona sama na šipi, so meni, mislim, tako znam jaz biti poetska in nič več, ne, dodam, dovolim svojemu splašenemu srcu, da pa leti. Tam nekje smo ostali, mislim, to so zame žalostni prizori, ne. Tudi nekako nisem znala dati, ali pa mogoče tudi nisem hotela, se me poznate, kakva obsesivka sem, pa vedno vas morim vse, ki sedite tu in ki sedite tam, s tem, da izjemno zelo dobro vem, kaj je lik in ga v telo napedenam, v čustveno plat napedenam. Jaz tu nekako sva se odločili, da nimava odgovora, no? Da ne znava dati pike, da ne znava postaviti, kaj je z njo narobe. Jaz ne bi rada rekla niti, da je ona zelo natančno napisana diagnoza. To, da je nekam bolna, je jasno, ampak meni se je zdela fantastičen lik preprosto zato, ker hrepeni po večjem dejanju od vsakdana, od denarja, statusa, skratka, da ima to neko željo za nečim, kar smo danes popolnoma zbrisali iz našega horizonta, da mogoče obstajajo stvari, za katere je vredno umreti, za katere se je vredno truditi, predvsem pa hrepeneti po njih. Da je v življenju več kot samo eksistenca, ki jo lahko potrdiš z denarjem in hrano. Ne? In zato je to lik, ki je neizprosen, zato ker nikoli ne pristane na to, kar ima. A je to zdaj, ne vem, v enih interpretacijah je pisalo, da je to pač prva histeričarka, ali kaj že je, mislim, no, po Madame Bovary. Ampak meni se to zdi tako zelo sodoben lik, zato ker jo
Zato, ker se sama ne zna prav zartikulirati. Tako se mi zdi, da se je ta šum, ki se je takrat začel z vsem tem, s tem Freudom, ki ga danes že vsaka frizerka obvlada, so se zgubile ene te bistvene stvari, mislim, kaj ostane za tabo, oziroma zakaj si se pripravljen, dokot si pripravljen nekoga, s komer živiš, do konca riniti, in dokot si pripravljen poriniti sebe, no? In to je zmeri, kako bi rekla, tragično, ne more se drugače počati. Zdelo se mi je morda zanimivo tudi iz tega aspekta, ker malo namiguje seveda ta teta, kdaj bo vendarle, zdaj sta se vrnila iz polletnega potovanja ali koliko časa sta bila na poti, kdaj bo zdaj, vsaj namig je, kdaj bo zdaj ona noseča, ne? Vsaj tako sem ona je noseča. Ona, ja. Je noseča, se v prizoru z njim se to. V prizoru z njim, tam, ka plešeta. Tam, ki je na koncu, ko ona reče, naj ti teta pove. Naj ti teta pove. Ja. No, kaj je tudi to nezmožnost, se upravičujem, ker tudi, ko sem to brala, je bilo, pa ni bilo, no, tako neki nisem se znala pravzaprav odločiti. Je to zanikanje tega, ali nesposobnost, ali neželja roditi tega otroka v ta svet? Njena odločitev za samomor, ali ste to pustili? Ne, nekako tako se mi zdi, da je to ženska, ki ne želi biti definirana kot žena in mati. Ne ve čisto dobro kot kaj, zato je seveda tudi ima to lukno, to razpoko v sebi, ampak je, mislim, zato seveda lahko rečeš, da je nora, ampak je najbrž moraš to reči, ampak ima njo goni nekaj, kar je čez to, kar je tukaj. Zato je tako morilska in samomorilska, ne? Ker je, mislim, in obsojena na propad. A je mogoče kakšno vprašanje? Mateja, ti si dala veliko intervjujev, jaz jih sicer nisem zasledila, ker nisem imela časa vse to tako zelo poglabljati. Precej intervjujev mislim, da sta imele obe z Natašo na to temo. A je kakšno vprašanje, ki ti ga niso zastavili, pa bi si želela, da bi ti ga zastavili? Ker te je skozi morilo, pa morda v procesu dela nisi imela, nisi prišla do njega, ali se ti zdaj poraja, zakaj se tega nisem prej spomnila, prej razmislila o kakšni stvari. Ne mislim, izdelek je odličen, publika je lepo sprejela, ampak kakšno vprašanje, ki bi te zdaj začelo morda preganjati? Seveda bi to zdaj bi to vse naredila drugače, normalno. Kaj če zdaj to lagati, da ni tako, ne? Najbrž, če bi to šla tako po malem popravljati, bi podaljšala mesta, kjer je ona sama. Ja. Ne? Če bi se ona upala, a veš? Kaj pa v procesu dela ali pa med sabo, mogoče kakšno vprašanje, ki si ga niste zastavili, tudi včasih potem, ko igralci igramo predstave, pa se to začne razvijati, pa začnemo veliko bolj uživati med sabo, se začnemo bolj poslušati, lepše nekako sodelujemo. A se mogoče kdaj morda premalo zavemo, kakšno srečo imamo, recimo, da nam ratajo dobre predstave, da imamo dobre tekste, da imamo eno tako krasno klasiko na repertoarju in da lahko po 130 letih oživimo nekaj in je sodobno in da dihamo skupaj. Morda kaj na to, če ima kdo morda kakšno misel, da mi se zdi, da se včasih premalkrat to povemo, no? Da je vendarle imamo srečo, da lahko to delamo. To pa absolutno. Ja, to itak, ne sem, da imamo srečo, privilegij imamo in odgovornost in jaz upam, da nas tudi publika potrebuje, ne, ta segment tega početja, ki ga mi počnemo, to se pravi to umetnost, to metafiziko, to poezijo, to. Jaz bi povedala, kar se tega tiče, težko, da katero vprašanje pri študiju z Matejo ni postavljeno. Ne. Jaz mislim, da je Mateja tak rudarno ali tak krt ali tak črv,
da tudi, ko se ti zdi, da no zdaj pa vem, ne, najde tam eno luknjo, skozi katero pogleda in si rečeš, pa dej, prosim, pusti mi mir, ne še tega načenjati. Mi je bilo pa grozno zanimivo, ko smo imeli en tak prvi kao run through in enih stvari še nismo imeli čisto do konca postavljenih, ne, in smo nekaj, kot zdaj tle smo, kjer smo, pa pejmo, ne, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo, in smo se čist razigrali in mi igralci smo imeli občutek, da mislim, da pa to pa je. No pa pride Mateja pa reče, vi kreteni, sploh niste dojeli, kaj vam cel čas že govorim, to ni velikih emocij, nehajte špricati s temi svojimi energijami in emocijami in ti si bil predvsej tak nizek padec, no. Ena taka zelo trda koležnik tla. No, tako je, ne, vse je latentno. No, meni se zdi, ker smo že pri klasiki, jaz se moram reči zmeraj oddahnem, ker se preberem na kakšni zasedbi za tako predstavo, ne. Potem na koncu preberem še, da jo Mateja Koležnik režira, sem že a priori čist brez skrbi, ker pri Mateji mi je všeč to, da se na začetku kar precej nakopiči vseh stvari, ampak na koncu se pa zadeve tako izčistijo, da smo pol priča takim predstavam, kot je bila nocojšnja. Predvsem imam pa pri Mateji rad to, da smo zmeraj že pravzaprav, bi lahko rekel, en teden pred premiero gotovi. To je pa tisto, kar Mateja sicer govori, mi manjka še 8 vaj in tako naprej, ampak zadeva je finalizirana, je stvar samo še, če bomo mi disciplinirano, tako kot smo se dogovorili, vse to odigrali. In v takih predstavah je seveda perfektno igrati potem veliko repriz, ker te predstave se ne razštelajo na nek način in so kompaktne in je potem tisti užitek posamične svoje lastne stvari dodajati, ampak res na tak minimalen način je potem to fino igrati. Kar se pa samega študija tiče, pa jaz ne vem, ali sem tako star, ali sem tako nedovzeten za te histerične izpade Mateje. Meni so simpatični in mi pravzaprav pomagajo, da gremo s stvarmi do konca. Skratka, fino sem se počutil v tem študiju, fino sem se počutil tudi v Mariborskem teatru in moram reči, da sem zelo zadovoljen. Hvala, Ivo. Meni je isto bilo super delati, pa sicer zelo intenzivno, ampak ne vem, mislim, v taki zasedbi biti je pravzaprav sem pridi, glej in uči se in prepusti se in je bilo, mislim, bilo je fajn, mislim, intenzivno, ampak zelo produktivno se mi zdi, no. Hvala, Juri, hvala. Mateja, če imaš kakšno misel, morda, ni pa nujno, veš. Bom se potrudila. Ja, lepo. Ne, to je moja 4. predstava z Matejo. Moram reči, da vsaka je bila vsaka je bila zgodba zase, vsakič je bilo nekaj drugega. Moram pa reči, da najbolj uživam, ko Mateja zahteva, da igram atmosfero predstave. To je bilo v Borkmanu najbolj očitno in ful mi je lepo, ko en režiser pač upošteva tudi to, da je nek duh, ki veje med nami, da eden od nas to zna, da eden od nas mora to zmeraj povezovati, no. In to Mateja zna res izjemno dobro postavljati v predstavo in zna vsakemu liku, tudi najmanjšemu, dati svoje mesto. In pač to se navezujem, ker si prej rekla, koliko znamo ceniti to, da lahko to delamo in da je lepo delati tudi klasike. In v tem se mi zdi, da Mateja ima veliko spoštovanja, no, do teh tem, do ljudi in do ljudi, ki pač nastopajo. Hvala, Mateja. Maša, imaš še ti kakšno misel morda?
Medtem pa morda, če kdo med publiko, ta predstava dolgo časa ni bila uprizarjena. Zadnjo uprizoritev slovensko je naredil Tomaž Pandur svojo diplomsko predstavo Zvestno Jevnikar, ki je igrala Hedo Gabler in bila tudi nagrajena. Premislite medtem kakšno vprašanje, če je tukaj za ustvarjalce, pa Maša, izvoli. Zanimivo se mi zdi, da ko imamo pogovore o tej predstavi, nas strašno dosti sprašujejo, zakaj je nekaj tak. Mi se na študiju nismo toliko s tem ukvarjali, bolj smo se ukvarjali, za kako bomo nekaj naredili. Mateja od začetka zastavlja, da bi naj ta predstava bila kot neka vrste thriller, kjer odgovorov zelo dolgo ni, kjer je čisto v redu, če je zelo nejasno, kdo točno so, pa v kakšnih odnosih so, pa kaj točno se dogaja. Tako kot gledaš pač nek thriller, ki se ti potem počasi začne luščiti. Na začetku si pa kot gledalec izgubljen, pa pravzaprav sam dobivaš en občutek, da nekaj se dogaja in nekaj je narobe. Tako da nas vedno znova presenetijo, zdaj, ko smo bili na Reki tudi na festivalu, tam so zafilozofirali strašno. Mi skoraj da nimamo odgovorov na to, zakaj je taka, pa zakaj je to, pa bolj smo se ukvarjali z fizično pojavnostjo tega, zelo dosti s telesom, z gibom, dosti smo plesali, imeli smo enega fantastičnega sodelavca Matija. Ja. In ja, lepo je bilo. Jaz ne vem, kaj govorite, da je bilo težko. Bila si 3-krat boljša kot pri Borkmanu, tako da. Jaz se tudi nisem nič sekirala, tako Ivo. No, škoda, da nimamo tukaj tudi Matjaža Tribušona, da bi ga ovenčali z Lovorjevim vencem, dionizičnim, snemanje. Morda še kakšno vprašanje z publike? Ni? Najlepša hvala potem vsem, da ste prišli. Hvala tudi vsem vam za lep pogovor. Lahko noč, nasvidenje.